Gorenjska obzorja. Na stežaj. Radio Sora vam dela družbo in zdaj je čas, da odpremo vrata v našo radijsko klepetalnico na stežaj, ki bo tudi v tem tednu olimpijska. V našo družbo je prišel Peter Slatnar, nekdani smučarski skakalec, ki je očetovo delavnico za predelavo kovin spremenil najprej v delavnico za mednarodno prepoznavno blagovno znamko Slatnar Karbon z inovativnimi vezmi za smučarje skakalce, svoje delo pa nadgradil še s posebno linijo skakalnih smuči Slatnar, na katerih športniki podirajo rekorde, naši fantje in dekleta pa Slovenijo postavljajo na prestol svetovne skakalne velesile. O turni smuki, o smučarskih skokih in olimpijskem duhu bomo s Petrom Slatnarjem klepetali v nadaljevanju. Dober dan in dobrodošli v naši družbi, kako ste? Ja, dober dan, zelo dober, v taki družbi pa sploh. No, to pa radi slišimo na valovih Radia Sora, ki so v teh dneh, kot rečeno, tudi olimpijski. Zdaj midva sva se dogovorila, da se bova tikala. Začela pa tale pogovor kar s smučarskimi skoki. Danes si po celem svetu prepoznan kot izdelovalec skakalnih smuči. Tvoja poslovna pot se je začela z vezmi za smučarske skakalce. Še predtem pa si bil tudi sam aktiven smučar skakalec. Kako si začel s smučarskimi skoki? Ja, to je bila zgodba taka mečkam bolj komplicirana, bolj kompleksna, kot mogoče veliko ljudi ne ve. Jaz kot mlad, razigran, poln energije, hiperaktiven otrok, takrat še niso vedeli, kaj to je, me je bilo po vseh cestah tam po domači ulici oziroma dvorišču in enkrat sem imel to smolo, da sem res skakal dobesedno po cesti in me je povozil avto. Praktično ni bilo kostika, ni bila polomljena in potem so bile rehabilitacije zelo dolge in so rekli po vsem tem, da pa se mora zdaj pa ta mulj začeti ukvarjati z nekim športom. Ker oče je bil alpski smučar v svojem času, tudi kar nekako uspešen za tiste čase, je nekako upal, da bom šel v neko alpsko smučo, v nek tak šport, sem rekel, ne, jaz bom pa smučar skakalec. Tudi če je krvavc blizu, ne za treninge. Ja, in tam so bili eni, ki sem jih poznal in so oni nekaj trenirali, kaj pa oni trenirajo, oni so pa smučari skakalci. Jaz sem hotel biti smučar skakalec in seveda vsi doktori so rekli, to pa ne, to pa za njega ni. Pa jaz trmas, kot sem bil, sem rekel, ne, jaz bom skakalec. Tako da sem pol, zdaj ne vem točno, sem začel leta 73 oziroma 74, ampak vem, da prvi zapis v časopisu za 4. mesto, ki sem ga dosegel, je bilo leta 74, tako da nekako štejem leta 74, da je bil moj začetek, to se pravi, da je danes ali pa letos bo 52 let, odkar sem začel se ukvarjati s smučarskimi skoki. In ves ta čas si jim nekako ostal zapisan, če se spomniva tistega športnega obdobja, kako zahteven šport pa so smučarski skoki, koliko truda, koliko dela, koliko znanja je pravzaprav o tem športu, ki ga, ne vem, mi kot gledalci sploh ne vidimo. Takrat kot sam aktiven tekmovalec, zdaj nam je bilo zelo težko, zdaj smo se nekako vihali nos, zakaj pa to treba, zakaj to treba. Danes, ko gledam to od strani, gledam to čisto drugače, ampak res naporni treningi, mi smo pretekli ogromno, prevzdignili na tone in na tone uteži, ker takrat je bil drugačen sistem treninga kot danes. Danes so fantje delajo, da imajo dolgo, prožno, eksplozivno mišico, mi smo pa takrat skoraj nekako neki lahki bodybuilderji. Tako da zelo naporno, ampak po drugi strani je ogromno nam dal, ogromno sveta smo videli, ogromno smo se naučili samostojnosti, tam ni bilo mame, da bi jokal, tam ni bilo ata, da bi ti ne vem karkoli pomogel. Tam si bil sam, pa ti tvoji sotekmovalci. Seveda, če si pokazal šibkost preko slej, nisi dobil tam ramena, da boš jokal na tisti rami, oziroma si dobil še kakšno od odzadej tako pikro, oziroma so te spodbodali, kaj si pa ti zdaj ves raznežen. Ampak v glavnem so nas naredili v samostojne ljudi, naučili smo se jezikov, samostojnosti, se znajti nekako v svetu. To je tisto največ, kar nam je šport dal. Pa tudi vztrajnosti, ne, da človek ne odneha, da vedno išče pot naprej, da zna stati na nogah tudi takrat, ko je težko. Kako pogosto ti je pa to prišlo prav tudi kasneje v poslovnem svetu? Ja, jaz že kot oven sem trmas ne kot oven, kot bik, in če ne gre skozi vrata, grem pa skozi zid.
Tako da, če se nekje vidim nek cilj, ki ga mogoče drugi v meni ne vidijo, ampak jaz nekako čutim, da tam bo nek rezultat tam prišel, pač ni polena, ni ovire, ni jame, ni prepada, s katerega jaz ne bi zlezel in pač ta cilj moram doseči. Marsikdaj se zgodi, da ta cilj, ko prideš, vidiš, da je neuspešen, da ni primeren, pomeniš drugega, tako kot avto, daš v rikverc, malo nazaj peleš, pa spet naprej, drugo smer, ampak vem, da je rešitev. Če je vzamemo iz zgodovine primer Edisona, koliko je rabo, da je navadno žarnico pogruntal, da mu je zasvetila. Spomnim, če ne more, tudi nam ne more kar v prve. Tako da ponavljati, probati in zmeraj z vsakim pacem se nekaj naučiš, z vsakim neuspelnim izdelkom si se ogromno naučil. To se pravi, si en korak nekje bližje. To se pravi, en problem rešiš, 100 si jih narediš. Tako nekako v praksi je, ampak je pa to edina smer, pa edina pot. To se pravi, vztrajati na svoji poti, predvsem verjeti v tisto, kar delaš in pa tudi z nekim žarom, nekim zagonom to predstavljati, o tem govoriti, ker pa bodo tudi drugi kot tebi začeli verjeti. In ti si verjel v svoje delo, verjel, da boš kljub težki nesreči skakal, če zdajle ostaneva še za trenutek pri tvojih uspehih, na katerega od svojih skakalnih uspehov pa si ti danes, ko gledaš nazaj z nekaj časovne distance, najbolj ponosen? Zdaj, kakšnih prav takih hudih uspehov, tako kot zdaj danes sledimo, jaz nimam. Sem bil kot mladinec, pa vse tam do mlajšega člana, sem bil med prvimi 3 v Sloveniji kar redno. Pol na kar smo pa prišli takrat v reprezentanco Jugoslavije, B reprezentanco, smo imeli tu pa tam kakšno možnost nadomestiti kakšnega člana A reprezentance. To je bila kakšna tekma mogoče v Ameriki ali na Japonskem, še take stvari. No vem, v ponosi štejem, da sem poletel na planiški velikanki, ki je bilo še 200 metrov, smo sam še sanjali, tako da 146 metrov je bila moja daljava, ki je danes res skoraj vsaka punca tako daleč skoči, oziroma takrat smo se imeli pa, da smo že kar nekaj poleteli, ampak časi se spreminjajo, za takrat pa niti ni bilo tako slabo. Si pa po zaključku tekmovalne kariere na drugačen način v skokih stopil na prvo mesto. V poslovni svet te je peljalo na nek svoj inovativen način, si se pridružil očetu Petru Starejšemu, ki je postavil delavnico za predelavo kovin, v kateri je izdeloval izdelke za letalsko, avtomobilsko in kuhinjsko industrijo. Ti pa si potem zraven pripeljal še skoke. Kako se spominjaš tistega časa, kako je bilo preklopiti iz športa v poslovni svet? Ko sem zaključil služenje vojaškega roka, seveda oče rekel, ti doma bod pa delaj, kaj boš tahne guncev po svet, pa šport zganov treba je delati. Itak boš to delavnico mogel ti pelati, sploh ni bilo možnosti ali pa vprašanja, ali bom jaz to delal ali to ne bom delal, to boš ti delal, to je bilo samoumevno. No in kot razposajen mulj, poln adrenalina in ne vem česa vsega, je bilo tako, oče je bil toliko pameten, ker sem mu danes izredno hvaležen, niti ni imel te možnosti, da bi me zalagal neomejeno z denarjem pa s temi stvarmi in vse, kar pač sem hotel imeti, ali bi to bicikl, ali bi to prvi motor, pol kasneje avto, to sem si mogel zaslužiti. Tako da je rekel, tamle je švasa aparat, po domač povedan, tamle je struženca oziroma drejpong, pa so prišli ti okoliški kmeti, pa se jim je nekaj pokvarili in je rekel, ker tamle imate ta malega, pa vam bo on naredil, sej zna. In seveda, in s tem sem se jaz ogromno naučil. Če bi kaj takega bilo, mi je že povedal, kako pa kaj ne pristopim k temu, če nisem vedel, ampak ego je bil tako močen, da kaj pa on ve, se jaz tako vse vem, ne bom zdaj njega spraševal. In skozi te stvari, če rečemo tako nekako fuš včasih, pa je kakšnemu kmetu, ki je crknil v nedeljo popoldne, pa je prišel, pa sem šel, pa sem dobil nekaj dinarjev takrat. Pa je bilo mogoče za kakšno pico ali pa sem kakšno punco lahko na kakšen sok pelal, kakšno tako stvar. To so bili taki si cukrčki, pa v glavno, če sem imel kakšen cilj, da sem za kakšen motor šparal ali kaj takega, da sem si to prehranil. In tako sem nekako do teh vrednot prišel, da jih ne smeš vse razmetati, kar si zaslužil, in to te pol naredi, oblikuje v človeka in te pol postavi, kako delati, kako začeti. In pol skozi to, normalno, ker sem bil v delavnici od jutra do večera, ti pride to v kri in tudi pol počas nevede začneš sprejemati oziroma prevzemati funkcije od očeta, od, ne vem, nastavljanja teh strojev, ki je bilo programiranje, pol kasneje teh strojev, vodenja ljudi, kakšen posel organizirati. In te stvari počasi on to dodajal, čistko nekako nehote, in pol naenkrat, ko se zaveš, kje si, kaj vse počneš,
aha, se to mi je bilo pa nekako podtaknilo nekako vse to. In da če to si, čez leta pa itak rataš odvisen od tega in pol v to noter padeš in seveda pol strmiš k boljšim, večjim in bolj naprednim. In tebi je to uspelo, v družinski posel si vpeljal tudi smučarske skoke, ki so te postavili na prvo mesto v svetu, več o njih pa v nadaljevanju. Sorina radijska klepetalnica. Na stežaj. Sorina radijska klepetalnica. Na stežaj. Peter Slatnar, nekdanji smučarski skakalec, danes prepoznaven ustvarjalec smučarske opreme za smučarje skakalce, je danes z nami. Prej sva se ustavila v očetovi delavnici, kjer se je delalo marsikaj. Tebe pa je verjetno radovednost, ljubezen do skokov, pa malce spodbude tudi strani sosedov in skakalnih prijateljev, ne? Potem peljala tudi na pot inovacij. Smučarski skoki so tako iz skakalnic našli pot tudi v vašo delavnico. Kako je nastala prva tale skakalna vez? Bilo je tako nekako skoraj dobesedno. Jani Grilc, ki ga poznamo, to je starosta smučarskih skokov slovenskih. Prav, daj ti skozi nekaj gruntaš, skozi nekaj delaš, daj probaj razviti kakšno novo kovje, kakšno novo vez za smučarske skoke. Pa sem rekel, Jani, kaj bom jaz zdaj to delal, vse to obstaja, to vi kupite, tam to plastiko, te stvari, kar je, kaj če me zdaj noga pogruntati. Ja, prav to nam skozi poka, se nam lomi in imamo same težave s tem. Na kar sem potem začel nekaj razvijati, nekaj delati in to sem se igral tako 2-3 leta. In nekako se je razvedel, da nekaj v tem delam in potem so me začeli tudi že tekmovalci, če sem šel na kakšno tekmo, spraševati, kaj pa je s temo, daj pa to bo, daj bomo lahko probali. In potem sem se sam sebi rekel, zdaj pa ali boš nekaj naredil, ali pa vrš v kanto, pa nekaj se napihovati tam, da boš nekaj naredil, če nisi nič naredil. In potem tako je bilo in sem prišel dan rokave zavihal in sem toliko časa delal, da je nekaj prišlo, nekaj uporabnega ven. In smo takrat naredili ta zadnji del, tudi je zelo poznano bilo takrat Simon Aman, mislim, da je bil Kanada, nekaj tazga bila olimpijada, te krive palčke. In je takrat on pobral, mislim, da 2 zlate medalje. In je takrat ta okovje nekako zacvetel oziroma se je razplantel. Še prej smo to naredili, mečkam predstavljali tem našim fantom slovenskim, pa so vsi trenerji pa tako, ja, sej, to je eden še, ki spet nekaj čara, pa nekaj dela. Niso nič kaj dost resno jemali, ampak enkrat v Kranju so bili pa reprezentanca Poljske, tudi njih poznam in prav, kaj pa, kaj čaraš, delaš, sem razvil nek nov zaden del, kako pa to zgleda, imel sem enega sabo, tako pa tako, prav mi bi pa to radi probali. Ni problema, probajte, oni probajo, prav nam pa to funkcionira zelo dobro. Koliko pa imaš ti tega narejenega? Sem rekel, imam kar fajn serijo narejeno in sem imel doma 16 teh zadnjih delov, teh kompletov narejenih, še tako doma, ko sem hotel to slikati z mobitelom, takrat na tleh, so take karaste ploščice po tleh, sem po tistih karah nekako postavljal, da bi to čim več zgledali, pa nikoli ni hotel več zgledati, kot pa je bilo. Tako da je bilo prav smešen in prav polak. Ja, ti kar vse je prines, jutri bomo mi to vse kupili. Lej ga zlomka, posel. In tako se je potem začeli. Oni so začeli takrat, ker mogoče jim je dal dodatno bolj skoke, majhen placebo. V glavnem, oni so začeli tisto poletje zmagovati in vsi so rekli, kaj to imajo. In so videli, da to imajo ta naš zadnji del in takrat se je potem tak plast trgal in so hoteli to vsi imeti. In smo res takrat tega res za moje sposobnosti takrat in pa kapacitete tega kar nekaj bilo, ker je skakalcev pa tudi ni lih toliko malo na svet, prav veliko pa tudi ne, ampak večina so hoteli to imeti. Tako da potem v 2 letih smo toliko daleč prišli, da je bilo 98% vseh skakalcev na svet na naši opremi. Je bilo to eno tako posebno priznanje, ne, zate kot mladega podjetnika? Ja, sploh ja. In takrat oče je delal bolj za avtomobilsko industrijo. In avtomobilsko industrijo pa vemo, da cene so res v samem dnu, pa še nižje. Pa še pol 1. januarja ti pošljajo dopis oziroma mail, da je treba še za 3% ceno znižati. Kot to jaz se ne vidim v temu poslu tako, da bom zdaj zaslužil samo od tega, kako dobro bom prodal odpadke, ostružke oziroma špene, ljudje bolj zastopijo. Kot to ni neka budočnost. Tudi takrat smo delali, pri očetu smo delali na 3 izmene, noč in dan, stroji so stali samo v soboto popoldne, pa nedeljo. Nedeljo zvečer smo že mogli zalaufati, da smo sploh to denarja skupaj spravili, da smo imeli za ljudi za plače. Kot to neke perspektive, to ni treba nekaj najdeti.
In potem sem nekako probal čim dlje zbežati v te avtoindustrije, pa probati v te manj zanimive artikle, kot je šport, vrhunski šport, tam not najdete svoje mesto. In pred 20 leti si postavil temelje za večjo varnost smučarjev skakalcev, nastala je blagovna znamka Slatnar Karbon. V desetletju pa potem razvil, če se ne motim, 3 različne tipe vezi, ne? 2 za odrasle, pa enega za otroke. Kakšen izziv pa je bil to, glede na to, da se tako vrhunski šport, ne, kot tudi sami materiali zelo hitro spreminjajo v tem času? Ja, mi smo probali vse skozi slediti tehniki samega skakanja in pa letenja, razvoju, kaj počnejo drugi, ki so delali tudi vezi, kaj oni počnejo, kaj oni razvijajo in proba to nadgraditi. Teh vezi je zdaj ratal, ne samo 3 modeli, tega je ratal, da tudi sam ne vem koliko, ampak ogromen. To se pravi, da skoraj vsak tekmovalec, ko pride, mu lahko sestavimo tak komplet, kot njemu najboljš odgovarja, kot njemu najboljš deluje. To pomeni, samo prve glave vezi, mislim, da imamo 6-7 različnih teh oblik in pa funkcij. Mi smo jih precej več, ampak nam jih je FISA kar lepo uspešno prepovedala, ker so oni mislili, da je to predober, da bi tekmovalci skakali predaleč, in pa največji izgovor je pa bil, da toliko predobra oprema bi povzročila pri samih organizatorjih tekmovanj to težavo, ker bi jim zmanjkalo zaletišč na dol. To se pravi, premalo zaletnih mest bi imeli na dol, bi mogli posegati ali delati neka dodatna zaletna mesta oziroma neke konstrukcije, jaz ne vem kaj, karkoli. Ampak jaz upravim, da to za mene ni izgovor, pa pač en let ne boste imeli VIP šotora, kjer zapravite na 10.000 evrov, pa ta denar namenite gor, pa naredite ta zaletna mesta. Če pa ne znate, pa povejte, bomo pa mi to naredili. Ne? Ampak se ne dajo, probajo nekako to omejiti oziroma nas bremza, da ne bi z razvojem prišli predaleč, pa bi prehitri. Tako da za nekaj takih okov mi je kar žal, ker je res funkcionalno, res ekstremno dober je delal, pa predvsem tudi kar se tiče nevarnosti, je tudi na višjem nivoju. Ampak se veš, kako pravijo, ne? Vsaka stvar terja svoj čas. Tudi pri tebi je bilo tako. 10 let po začetku izdelave okov je prišla na tvojo pot nova poslovna priložnost. Od Elana si leta 2016 prevzel proizvodnjo skakalnih smuči. Elan jih je namreč opustil. Kaj pa je botrovalo tej odločitvi? Verjetno je bilo za to takrat potrebnega kar nekaj poguma. Ja, to če daj danes nazaj gledam. Vse sem vedel, da stopam zelo velike škorne, ampak danes, ko gledam, te škorne niso škorne, ampak to so bile kar ladje. Toliko velike te škorne, ni tako enostaven. Nekaj smo vedeli v smučeh, ampak zdaj, ko mogoče nekaj vemo, zdaj vemo, da nič prej nismo vedeli. Takrat je bilo tako, pač Elan se je tako odločil, oni so vrgli številke na papir in so šteli 1+1, ker oni so tudi takrat, to je moje mnenje, moje mišljenje, pa mislim, da ni dosti daleč preč. Takrat so oni tudi plačevali tekmovalcem neke bonuse, neke fije za dosežke, za uspehe, in je kar nekaj bilo tekmovalcev na Elanu in to je tudi za sabo potegnilo kar neko večjo vsoto denarja, ker je bilo treba tekmovalcem dati kot neke nagrade. Mi smo pa rekli, če bomo šli v to, teh nagrad ne bomo dajali. To je bil prvi pogoj. Mi probamo narediti čim boljšo smučo, čim bolj kvalitetno, pa tisto, kar zraven paše, to vam lahko damo brezplačno tekmovalcem oziroma na uporabo, ostalo pa ne. In tudi zdaj tudi tako je, smo edini proizvajalec, kateri ne kupujemo oziroma ne novačimo z denarjem tekmovalce v svoje vrste, ampak jih probamo prepričati z materialom, s servisom, z odzivnostjo in s takimi stvarmi. Takrat tisti dan, ko je bilo čisto kot zanimivost, en dan prej sem praznoval 50-letnico svojo in ponedeljek zjutraj me kliče gospod Leon Korošec, direktor Elana, prav, prid takoj v Elan. Kaj pa je? Prav, prid. Jaz seveda v delovnem komezonu, tako zmeram, umazan od čmira v avto in gor me pričaka on, direktor, vsi, kaj pa zdaj to za en vrak je, in zdaj pa je to tako. Zdaj boš pa ti tele smuče prevzel in boš ti daj pod svojo znamko naprej smuče delal. Pa ne moramo kar to tako. Res pa je, da sem se velikrat norca delal, ker Elan ne bo več tega delal, bomo pa mi začeli delati. No in rekel, zdaj pa je to tako prišlo in zmeraj smo bili pametni, mi bi pa tako naredili. In seveda, zdaj pa si kle, zdaj pa nared, ker prej si govoril, zdaj pa pokaž, kaj bi ti naredil.
In smo smo kar zagrizeli v to, seveda z veliko pomočjo Ilana, njihovih strokovnjakov, še zdaj nam pomagajo v vseh teh stvarih, ampak smo zdaj v teh 10 letih smo se ogromno naučili, vsi smučo preparali, kar nekaj inovacij uvedli v sami izdelavi smuče in oblike, tako da zdaj so že glavno vsi proizvajalci, ki so primorani kopirati našo obliko smuči oziroma jo hočejo nekako skopirati še v notranjosti, ampak to jim zaenkrat še ne uspeva. Tako da mogoče skromno, če rečem, da mehen prednačimo, pa mehen mogoče tempo diktiramo, kar je pa spet velika obveza, da moraš delati na tem vsak dan, razvijati, dodajati, probati še več, hoditi po robu in to zaenkrat nam uspeva in upam, da bo še naprej tako. Tako, mi smo prepričani, da bo morda čisto na hitro in čisto na kratko. Si takrat, ko si v Elanu podpisal pogodbo o prevzemu, predstavljal, da lahko ustvariš tako zelo uspešno zgodbo, kot si jo v 10 letih? Nisem jaz razmišljal sploh o nobenem uspehu, da bom zdaj ne vem kaj svoj ego tamle hranil ali pa futral po medijih, ker takrat medijsko bilo to izredno tako odzivno, ljudje so se odzvali zdaj tako emocijsko, glavno to je pa neka ena slovenska stvar, pa da tamle en v Škornjih, en kmet z ene vasi pride, pa da zdaj kar smuče delal, so se ljudje s tem zelo poistovetili. Meni je pa samo to v glavu bilo, treba je delati tako, da bomo delali na dolgi rok. To zdaj je 10 let, bo letos, pa mislimo, da je to šele nekaj procentov naše te poslovne dobe, kar se smuči tiče in vsega ostalega. Hočemo res na dolgo delati, da se dokažemo, da smo zato tukaj, da nekaj dobrega naredimo. Nismo se pa nadajali ne takih uspehov s tekmovalci, nič nismo razmišljali, kaj bomo. Mi smo hoteli samo dokazati, da se da to narediti, da se da s tem preživeti in nekako nam to uspeva in po zaslugah tekmovalcev, ki so najboljši inovatorji, najboljši razvijalci opreme, z njimi zelo dobro sodelujemo, dobimo ogromno informacij povratnih, ker je pa ključno, da ti pa lahko narediš oziroma to vstaviš v sam izdelek, njihove želje, njihove zahteve. Včasih rabiš več parov smuči narediti, včasih ti to uspe pri prvem, ampak prej ko slej pa to uspe. In tako da tudi zdaj vsi tudi konkurenti tuji, ki priznavajo, da naša smuča je daleč najboljša, kar se tiče smučarskih poletov, in pa da tudi zdaj že vidijo, da tudi na manjših skakalnicah je njim zelo konkurenčna oziroma sploh ni, da bi kaj nazadvala oziroma zaostajala, capljala za njimi. Tako da se nas kar nekako po tej plati bojijo, pa v glavnem glede na to, da z vsem tem proizvajalcem imamo dobre odnose, ker zakaj bi imel z konkurence, bi se po strani gledali, če smo lahko prijatelji, pa si v nekem določenem momentu en drugemu pomagamo ta voz tišati naprej, ker le vsi delamo nekako za dobro teh smučarskih skokov. In o tem, na kakšen način, bova rekla kakšno še po glasbi. Sorina radijska klepetalnica na stežaj. Na smučarskih skakalnicah in v domačih delavnicah Petra Slatnarja ostajamo z današnjo radijsko klepetalnico. Do smučk sva prej prišla za en tak zelo zahteven projekt oziroma produkt, gre, kot sva lahko ugotovila tekom tegale jutra. Kako pa nastaja skakalna smučka? Kakšno znanje vse je vključeno v tista dobra 2 metra pa kakšen centimeter več, odvisno od tekmovalca? Smuča je, vsak bi mislil, da je to, ne vem, greš tam v begunje, pred tovarno neko smreko požagaš, pa zakriviš in bo smuča ratala. Mislim, sej, načeloma je tako včasih bilo, ampak je izredno kompleksno. To je ogromno vrst nekih lesov v smuči, karbona, stekla, gume, nekih drugih materialov, ki jih je treba skupaj to združiti, ampak združiti tako za vsakega tekmovalca posebej. Vsakega tekmovalca treba narediti, smuča vsebuje na sredini noter neko sredico, neko jedro, neko srce in to je osnova za funkcijo same smuči. Tekmovalec pove, glede na svojo težo, na svojo velikost in pa tehniko skakanja, kakšna smuča to more biti. Ker pa vemo, FIS pravila so izredno stroga in vsak centimeter smuča je predpisan, širina, radius in take stvari. Pa več kot manj, bolj kot manj vsi mislimo, da to je to. Ampak znotraj, v tem jedru, v tem srcu se dogaja ogromno stvari, kako se bo smuča zvila v zraku, kako bo reagirala, kako bo vibrirala skozi zrak, kje bo trda smuča, kje je mehka smuča, pol so še tukaj drsne ploskve, če imaš srečo, da dobiš res dobrega proizvajalca, to drsno ploskev, to plastiko, ko je, da bo še hitra smuča, pol na koncu te smuče, ki jo delaš, moraš urezati na samo drsno plosko strukturo, da smuča pravilno drsi, ker vemo, da
zaletna mesta oziroma zaletišča so vsa ledena in to je res suhi led kot beton, bi skoraj lahko primerjali in to rečemo struktura oziroma drsna ploskva na alpski smuči oziroma skakalni smuči je čist druga. Če pogledaš drsna ploskva skakalne smuče je groba kot zorana niva spomlad in vsak gleda pravzaprav pa je to toliko hrapavo. To je ravno zaradi tega leda trdega, da je res čim manjši stik smuče z ledom. To se pravi, da samo točkovno se dotika tega leda, ker pa mečkam slabše pa dol pri pristajanju oziroma vožnja skozi radius ali pa iztek. Sploh takrat, kadar sneg pada, takrat vidimo tudi več padcev, ravno zaradi tega, takrat, smuča izredno zavira oziroma taka svojoglava je. Ona hoče svojo smer in imajo tekmovalci kar dosti dela, da jo sploh spravijo, da zavijajo, da obrnejo. Mora biti smučka prilagojena karakterju tekmovalca, potem pa je uspeh, lahko rečeva, skoraj da zagotovljen. Ja, ni smuča, da bi kar sama skakala tako kot udobna, kar smo videli, ampak jaz pravim zmeraj, mora biti smuča, vezi, čevlji, dres in pa dec, ta prav, oziroma punca. Če ta komplet uspe sestaviti skupaj, pole ne glede od katerega proizvajalca je oprema, smuča, čevelj, karkoli, če ta set uspe skupaj sestaviti v najboljši možni obliki, dani takrat, pol je to zmagovalna kombinacija. No, ko si omenil že čevlje, ne, tudi te imate o vaši proizvodnji. Ja, te čevlje so zdaj na stopni, kot so že prej v začetku rekla, okovja, zdaj ali ga vrš v kanto ali pa ga do konca naredil. Tako da zdaj sem si zadal za letos, ga bom do konca ali pa ga bomo, ker nisem samo jaz tam v našem podjetju, bomo s fanti inženirji do konca ga razvili. Je že funkcionalen, že dela, bi že lahko z njim skakal, ampak za nas še ni nekaj več. Je tam, ko so zdaj te čevlji, ko so zdaj mogoče malenkost več, ampak ni pa še tistih procentov, nekaj manjka, ker hočemo, da bo več. Zato, ker vsak tekmovalec, ki bo to probal, ki bo dobil na uporabo, da ve, da s tem nekaj pridobi. To nam je ta cilj in ko bo ta cilj dosežen, ga bomo dali v prodajo oziroma v uporabo. Imamo pa to srečo, da smo že nekaj časa 3 ali 4 modele teh čevljev že spravili skozi to papirologijo FISE, skozi kontrolo in so odobrene, tako da bi jih lahko konec koncev tudi vzeli, pa bi jih zdaj te dni na olimpijadi tudi uporabljali. Ampak boste počakali, kot sva že dejala, na tisti pravi trenutek, tako kot je bil pravi trenutek 25. novembra 2016, ko se je zgodila prva zmaga na smučkah podjetja Slatnar. Domen Prevc jo je priskakal, par dni kasneje je tole zmago dopolnila še Sara Takanaši v ženski kategoriji. Je bil tale dober štart, tudi ena taka dobra popotnica za vse izzive, ki so te čakali na tej poti? Ja, to je bilo kar tako presenečenje, zelo nam je takrat bilo všeč, ponosen smo bili na to. Prva tekma svetovnega pokala, zmaga in pa drugo mesto po padcu Petra Prevca. To se pravi, prvi pa drugi sta bila z našo smučo, to se pravi, prišli, videli pa zmagali, dobesedno. Tako da je takrat bila že ena fajn energija noter v to dana, pa prav se nekako dela. Pa idemo naprej in to nas pol samo počge. Pa da ogromno nekih obveznosti, nekih zadolžitev, da ostati na tem, pa probati bežati pred ostalimi, ker se vsi pravijo, ko se je enkrat na Olimpu gor na vrh, je placa gor samo za enega. Ampak dol od spodaj jih je ogromno, ki bi rad gor prišli. In prej, ko se bo en zmislil nek sistem, oziroma ne vem kaj, da te bo spodnesel, da bo z tega vrha padel dol. To se tudi nam dogaja in tega se zavedamo dnevno in pravim, da ni časa za lavorike, za počivati na tem, ker tudi ne vem, zakaj bi to mogli početi pa delati, ker to ti nič ne pomaga, razen to, da zaspiš. Ko enkrat zaspiš, ko bo nekdo drug na vrhu, boš padel nazaj v množico in se boš mogel tam boriti s komolci in z ne vem čem sem, da boš spet prišel iz tiste množice ven, pa se približal spet tej špici. Ja, ti si eden tistih podjetnikov, ki razvije eno inovacijo, pa že gleda naprej za naslednjo, ker je ta že skoraj da pase, ne? Tudi to se nam dogaja, mi smo kar nekaj patentov prijavili oziroma delali, ampak zdaj pa niti več ne, zato ker naš razvoj je toliko hiter, preden mi dobimo patent podeljen oziroma neko modelno zaščito, karkoli, to traja toliko in toliko mesecev, leto in tako naprej. Ko mi to dobimo, zdaj pa patent za to prišel, saj to mi več ne rabimo. Tako, imate že toliko novih stvari. Že to od tega naprej novega, sem pa kakšno stvar patentiramo, ravno zaradi tega, ker ocenimo, da je pa toliko noter tega več,
da tudi pol kasneje, če bojo drugi prišli pa hoteli to kopirati, da pa jih ne bojo mogli nekako posnemati ali pa prevzeti, brez da nas vprašajo oziroma kakorkoli drugače. Danes je Slatnarjeva smučka simbol uspeha. Koliko skakalcev, reprezentanc trenutno skače z njimi? Zdaj je, mislim, da ni države, kjer so smučarski skoki, da ne bi imeli naše smuče. Kot zadnji so prišli v to družino Avstrijci, čeprav jih imamo tamle na uni strani Karavank, ampak oni so imeli ta skipul, je bil izredno visok in tega se mi nismo mogli prvošati, niti hoteli prvošati. Smo rekli, da boste imeli normalen to vsoto oziroma ta bomo pa mi tudi prišli, pa vam bomo lahko smuče predstavili oziroma prodajali prvem oziroma podprli vaše športnike. Ker pa je bilo ogromno prigovarjanje oziroma prošenj od tekmovalcev, da bi radi skakali z našo smučo oziroma jo probali, ker se je lani tudi polet zgodil in so večina A reprezentantov so smučo probali in mislim, da imamo zdaj 2 ali 3 B reprezentanta iz Avstrije že aktivni v naši smuči. Ostali še niso mogli, ker imajo še pogodbe do letos, do konca te sezone in mogoče, da bo to leto tudi še kdo, še nov prestopil, še tak bolj poznan do naše smuče. Slatnarjeva smučka je svojo tekmovalno pot začela z zmago. V 10 letih se je nabralo že ogromno kolajn, različnih lovorik, zmag in zvenečih naslovov. A še štejete vse kolajne, ki so jih osvojili skakalci na Slatnarjevih smučkah? Ne. Ne, jih je pa ščerka moja Maruša, ki je tudi zaposlena v našem podjetju. Je pa delala letos eno raziskavo pa neko statistiko, koliko je tega bilo. Zdaj ne vem, bilo je res ogromno, ne vem koliko medalj, na tisoče je nekih rekordov. Mislim pa, da imamo vse svetovni rekordi, ne vem, takšni in drugačni, ne vem kaj vse bi lahko te evidence dal, čeprav z samo vezjo imamo pa vse možne naslove, tako da tam je pa tega, pa z vezjo pa sploh ne vem, če je sploh kdo sposoben to prešteti oziroma tu potegnem to statistiko ven, je pa tega ogromno. Bova midva tukaj le postavila piko, ne bova štela ne vezi, ne uspehov, nekaj glasbe si bova privoščila, potem pa rekla še kakšno o olimpijskem duhu, pa o naših prevcih in seveda tudi ostalih zgodbah, ki jih pišete v podjetju Slatnar. Na stežaj. Radijska klepetalnica na Radiu Sora. Na smučarskih skakalnicah ostajamo v današnji radijski klepetalnici v družbi Petra Slatnarja in zdajle je čas za nekaj olimpijskega duha. Smučarski skakalci, olimpijske igre, nekdanji smučarski skakalec, kako pogosto pa zdaj sam spremljaš tekmovanja, na katerih je seveda velikokrat tako na zmagovalnih stopničkah, še večkrat pa na skakalnici videti Slatnarjeve smuči, pa vezi, do pancerjev pa še pridemo. Ja, to je tako približno kot v vašem studiu, kateri gori rdeča luč ne moti. Tekma, ko je tudi te japonska nočna, ki je ob 2-3 po noči, jaz si navijem uro, budilko in jaz to gledam. Direkt v živo, ker tudi pol večinoma trenerjem in pa tekmovalcem pošljem kakšen sporočil preko WhatsAppa. Tudi če ne uspe, pa mu kakšno tako spustim, da se pol ne pol res smeji, kakšno bederijo jim napišem, tako da jih mehen zmotiviraš ali pa take stvari hudomušne. Res redko se zgodi, da ene tekme ne gledam ali da nisem zraven ali v glavnem sem na tekočem tako ali drugače. Z vsemi tekmovalci zagotovo pa srce posebej zaigra, ko na slovenski smučki skačejo naši fantje in dekleta. S tabo sodeluje tudi najbolj slavna skakalska družina tukajle v našem koncu, družina Prevc. Kako pa se je začela zgodba sodelovanja s Prevci, ne? Peter je bil kot najstarejši verjetno prvi v tvoji družbi. Vsi so bili, tudi Cene, Domen, Nika, kot člani kluba Triglav z Kranja, so že skakali takrat na lanovih smučeh in pol kasneje na naših smučeh. Je bilo to nekako naraven proces. Takrat smo s Petrom, s Cenetem, s Domnem, smo kar dosti hitro začeli sodelovati, tudi nekaj bolj tako profesionalno. To je bilo kar nekako naravno. Tudi ker je Peter uporabljal, tudi so hoteli ostali tako uporabljati, čeprav Peter je pol par let je bil na drugi znamki smuči, ker je hotel probati, takrat nekaj ni šlo, pa takrat pa je tekmoval zamenjal vse. V enem danem momentu mu je ta smuča Fischerjeva mu je delovala dosti dobro in je videl neko oporo v tem.
Po par letih se je vrnil nazaj k nam, doživel nek nov preporod in pa zaključil pol svojo kariero v tistem največjem možnem slogu, ker ga lahko športnik zaključi. To se pravi v planici z zmago, v planici z zadnjim skokom in pa pol z fantastičnim sprejemom oziroma popotnico v skakalni penzion. Tako da zmeraj smo imeli dobre odnose, tudi z Atom Božidarjem večkrat, če gre z mano, prav, če gre z mano, da pride najhitrejši dan po enem kosu. Tako da velikokrat se heca prav spet ti begenski uhleški, prav, kje si to dobil, tako hudomušno, sej slabega ne mislila, ampak imamo take hece, tako da imamo kar dost super odnose, v glavnem. Tako relacijo. Tako prijateljsko, tako, ki spodbuja in motivira tudi na olimpijskih igrah. Zdaj v drugo polovico se prevešajo olimpijske igre Cortina Milano. Kako pa na olimpijske igre gledaš ti kot nekdanji športnik, skakalec, danes kot nekdo, ki skrbi za opremo vrhunskih športnikov? Za kako pomemben dogodek gre gledano s tvoje strani? Sej vidimo iz vseh preteklih olimpijad, pa zdajšnje olimpijade, vsi lahko vidite, kaj vse se dogaja na teh olimpijadah, da to je res čist novo obdobje v koledarskem letu. Svoj teden, pa svoje 2 tedna, prideš tja lahko največji favorit, se ti zgodi spodrsljaj, ne prideš do medalje, lahko si, če mekam grdo rečem, nek outsider, nek eksot, pa prideš do medalje. To se dogaja in to tudi pravilno tako je. Tam si prideš z nekim pedigrejem, z neko prezenco, ne vem kaj, ampak ko si na rampi, si sam, števci na nuli in tam je pa treba pokazati, z kakšnega testa si, pol je pa spet odvisno od opreme, od dnevnega počutja, od vremena, od sreče, ne vem česa vsega in na koncu pa pol še dol od samega kontrolorja. Če še njega premagaš, si pa pol že kar zmagal. No, če sva že pri kontrolorjih pa zgodbah iz smučarskega sveta, ne moreva mimo Oberstdorfa, ne. Slatnarjeve smučke zdaj skačejo tudi same, če je treba. Morda bolj za šalo, ne, ampak gre pa za dogodek, ki je pustil precej grenkega priokusa, tako pri navijačih, verjetno tudi pri tebi, pri tvoji ekipi in ne nazadnje tudi pri naših fantih, ki so se pogumno pobrali in šli naprej in pokazali, da z njimi ni češen zobat, ne glede na to, kaj se jim zgodi, pa vendarle. Kako si ti videl tole zgodbo z letečo Slatnarjevo smučko? Ja, prvi moment je tako mehen smešen, izpadel smo rekli, no pa je enemu tekmovalcu spet smuča pobegnila, pa imamo zastonj reklamo. Na kar se je izkazalo, da pa to ni več za šalo, da je pa to Domnova smuča, ker je bilo treba na hitro odreagirati in pol se to, kar je se dogajalo. Pokazalo se je spet ena slaba točka oziroma slaba stran ali pa en manjko. Ko že misliš, da vse veš, da že vse znaš, vidiš, da nič ne znaš, ker, ne vem, tak nonsens, ki se je tukaj dogodil, da ni bilo primernega mesta za odložiti smučo. Smuča je že gladka sama po sebi, sneg je padal, tam tisti platen gor, ki je bil, je padal na njega sneg in to smuča komaj čaka, da zdrsi. In se je pol zgodilo, kar se je pač zgodilo. Pol seveda, ker smo pol to brali, gledali razne filmčke, razne objave, ljudje Domna in tekmovalce vzamejo za svoje in se čutijo, kot da so oni tudi osebno prizadeti, ker jih čisto zastopim, ker oni pričakujejo rezultat in nekaj, da rečejo, mi Slovenci pa smo zdaj zmagali ali pa kakorkoli in je bilo nekaj dozetega. Fantom je bilo dozeto, če ne drugega, medalja bi skoraj verjetno bila, ne zlata, ampak bronasta, pa skoraj siguren. Ampak tako je bilo, jaz upam, da se FISA oziroma organizatorji so se tega ogromno naučili, pa da bojo kaj to naredili. Najmanj, kar pa pričakujem, pa bi mogoče bilo pa fair do samega Domna oziroma do slovenske reprezentance, da bi se jim FISA oziroma organizator upravičil za to dejanje. Tudi če gledamo čist iz perspektive nekoga, ki ni vpleten v to, moramo realno pogledati. Domen pač je tam odložil, ker ni bilo nekoga primernega, da bi smuče prijel, smuč ne moš kar polagati na tla, ker se bojo še prej speljale, bojo padle z naleta dol. Sreč se ni nobenemu nič zgodilo, ne tistim možem, ki so bili pri kraji, pa so pihali samo smučino, ne ob skakalnici puklo do skočišču dol, ker smuča njegova je 2,43 m dolga, to pomeni 2,40 kg, 2,5 kg teže plus okovje, to se pravi,
Taka smuča pri taki metraži doseže 100 km/h ali pa več in to je kar tak hud projektil, to če nekomu prileti v nogo, noga bo šla. Tako da Bog ne daj, da kam drugam zadane in je bilo to kar nevarna situacija za to, ampak to pač mora organizator poskrbeti. Marsikakšna zgodba se napiše takole na tekmovanjih. Če bova tole z grenkim priokusom zdaj dala malce na stran, verjetno je bilo v vseh teh 10 letih oziroma 20 letih, kar si v skakalnem športu tudi kot opremljevalec, še več lepih, takih, ki pogrejejo srce. Lahko z našimi poslušalci deliva še kakšno tako? Seveda so, ob vsakem najmanjšem uspehu ali pa velikem uspehu se dogodijo, pripetijo kakšne neumnosti ali pa kakšne spodrsljaje taki v komičnem smislu, tako da teh je kar nekaj in tekmovalci kakšno špičijo ali mi od stafa okrog v njih jim kakšno zagodamo, tako da je kar zanimivo to, no, tudi fantje zelo radi so polni energije, nam kakšno včasih ušpičijo, ampak v glavnem zelo zanimivo. So luštne in bodo ostale zapisane v vaših spominih in vaših srcih. Zdaj, če sva še pri skokih, po olimpijadi prihaja na vrsto naša Planica, kako težko jo čakaš? Planica bo letos, ne vem, po moje, da jo bojo podarili, ker pridejo še punce dodatno, Nika, Domen, Žaba, Timi, Zajc, pa še kdo se bo pojavil, ki bojo leteli res daleč. In ti ljudje, ki pridejo, to res, Planico nekako moraš doživeti. Planica ne moreš gledati prek televizije, lahko gledaš posnetke in vse ostalo, ki več vidiš, ampak doživeti jo pa tam moraš. Ker to res naše fante ponese in pravijo, na vrh naleta gor, ki po čevapčičih zadiši, zgoraj na naletu, pol bo šlo delač. To pomeni, da je termika, da piha v zgornik in takrat je to tisti prvi znak, da se bo dal delač poleteti in pol še ljudje. Moram pa pohvaliti, da naši navijači, ki pridejo v Planico, Slovenci oziroma od kjerkoli, oni navijajo za vsakogar. Nismo tukaj proti ne vem komu, to lahko doživiš delno na Poljskem, drugje pa žal ne, za svoje ja, za ostale bi pa mogoče še kakšen kaj izžvižgal. Tudi zdaj so pisali po družbenih omrežjih, pa bojo zdaj prišli Nemci, pa Švicarji, pa ne vem kdo, pa jih bomo izžvižgali. To pišejo nekateri, ampak tam vemo, da tudi te fantje si zaslužijo to spoštovanje, da poletijo na taki pravem jaz ne velikanki, gromozanki, ker Planica je res ena največjih, pa tudi najbolj zahtevna za skakati oziroma za leteti in to straho spoštovanje pa tudi vzbudi v tej množici noter, res vsega nagradijo, tudi tistega, ki skoči samo 100 metrov ali pa tistega, ki gre tam 250, mogoče še kaj več, ga res znajo pospremiti iz samega izteka skakalnice ven z neko tako nagrado, ker je res prisrčen pa iskren aplavz. Se čuti tisto pravo srce, ki ga prinese taka prireditev, kot se seveda čuti, koliko srca, veselja in ljubezni je vloženo v tvoje izdelke in poslovno zgodbo. O turnih smučkah bova kakšno rekla ob naslednji priložnosti. Danes nama ura kaže, da je čas za slovo. Zaključila pa bova seveda s pogledom naprej, morda s pogledom na podjetniško pot. Kar nekajkrat sva že omenila pogum pa drznost. Kako pomembno pa je po tvojem mnenju biti v svetu podjetništva, pa ne nazadnje tudi športa, drzen, morda včasih celo predrzen? To je skoraj nuja, to mora biti. Če ti ne stojiš za tem, kar delaš, kar predstavljaš, seveda predstavljate si, da jaz pridem nekje, na vrata pozvonim pa bi rekel, gospa, jaz pa tole prodajam, mogoče pa za tole nekaj bilo. Boste rekla, ne rabim, pa čeprav bi bilo najboljša stvar za vas. Treba stvar verjeti, treba zanosom povedati, predstaviti, da ljudje čutijo, ta pa res nekaj prodaja oziroma ponuje nekaj tazega, pa zdaj to pa jaz rabim, tudi če ne rabim. Je pa moram pa povedati, izredno je pa važen ljudje okrog tebe, tvoj tim, ko je. Pri nam, ko smo, moram reči, da imam, pa že mogoče to nekaj zrabljeno, ampak rečem lahko, da imam pa res najboljšo ekipo okrog sebe oziroma naše zaposlene, od teh fantov, ki razvijajo, kar se tiče struženih reskanih delov, od fantov, ki razvijajo smučo, do podpore inženirjev, razvojnih v Elanu in vseh ostalih. Nekako smo neka ta družina skupna, tega brez teh ljudi ne bi bilo možno danes sedeti pa tukaj govoriti, se pogovarjati. Jaz sem le nek frontman, ki pišejo v nas, izpostavljajo moje ime v dobrem in slabem. In tudi, kadar je slabo, sem jaz tiskal, jaz rečem, jaz sem po domač zafrknil,
ne moji zaposleni, moraš tudi pol znati to dvosmerno jemati. In če enkrat to znaš, obvladaš, pa po domač povem, da ne hodiš kot pav po vasi oziroma po mestu ali pa državi, da ljudje vidijo, da si normalen človek, da vsak te pozdravi, da ga odzdraviš ali pa ga mogoče še prej pozdraviš, da vidijo, da si dostopen, da nisi nek napihnen, jaz pravim velikrat s kravato na leasing, pa rekelca na leasing, da v hodu kakokoli to ne gre. Ne moreš biti prizemljen pa dostopen vsem. In v takem primeru je meja za tvoje delo in delo tvoje ekipe le še ne bo. Česa si želiš za Slatnarjevo znamko vnaprej, v bodoče? Želim si to, da bomo delali čim boljš, čim več in pa da tudi naši zaposleni tudi čim več od tega dobijo. Naj se besede pozlatijo in uresničijo. Peter Slatnar, hvala lepa za današnji klepet in verjamem, da prav kmalu ponovno nasvidenje v našem studiu. Srečno! Ja, hvala tudi vam.